Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 19. maj 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? V mestni občini Maribor se napoveduje nov sveženj podražitev. Svit Sešlar trdi, da se Celjani ne bodo zadovoljili le s konferenčno ligo. V Radljah ob Dravi stavijo na kolesarstvo, kulturo in trajnostni turizem. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. V mestni občini Maribor se obeta nov val podražitev. Na mizi mestnih svetnikov bodo na seji 28. maja predlogi višjih cen za oskrbo v vrtcih, mestni avtobus oziroma promet mestnega avtobusa, ravnanje z odpadki, za odvajanje odpadnih voda, za pogrebne storitve in za kopanje na Mariborskem otoku. O tem danes podrobno na mariborskih straneh Večera, pa tudi v podcastu Večer zjutraj, kjer je z nami Barbara Brdač. Zdravo. Dobro jutro. Barbara, kako mestna uprava utemeljuje napovedane podražitve? Mestna uprava napoveduje podražitve in jih utemeljuje z višjimi stroški poslovanja. Seveda se je zvišala minimalna plača v javnem sektorju, se usklajujejo plačni razredi, uvedel se je tudi prispevek za dolgotrajno oskrbo, pa tudi nasploh z inflacijskimi pritiski in ostalimi stroški poslovanja. Naštel sem že, kaj vse bi se naj podražilo. Prosim, če nam malo pojasniš, za kakšne podražitve gre za visok skok cen? Cene so različne. Vrtci se dražijo, naprimer, pa vendar bodo ostali med cenejšimi med mestnimi občinami. Namreč zakaj? Mariborska mestna občina namreč omogoča res visoko subvencijo občinsko staršem, tako da kljub temu, da bo prišlo do podražitve recimo prvega starostnega obdobja, kjer se predvideva največji skok in govoriva trenutno o ekonomski ceni. Ekonomska cena je tista cena, ki jo je treba plačati, vendar je ne plačajo starši, ker je plačilo za starše nekoliko nižje. Ta bo se povečala oziroma povišala za 56 evrov mesečno, drugega starostnega pa 43. Vendar preračunano to pomeni, da bodo starši zaradi občinskih subvencij v Mariboru kljub tej visoki ekonomski ceni najvišje plačilo, ki bo v Mariboru v prvem starostnem obdobju bo 468 evrov mesečno, doslej 436, torej 32 evrov mesečno več, drugo starostno obdobje pa se bo podražilo iz 350 na 376 evrov, govoriva za tiste starše, ki sodijo v najvišji dohodkovni razred. Seveda, nižji dohodkovni razred, nižje plačilo staršev. Kar se tiče pogrebov, dražje bo zadnje slovo. Ob tem pogrebno podjetje Maribor izpostavlja, da lahko oziroma da mestni svetniki odločajo zgolj o manjšem delu končnega računa za pogreb, namreč stroški, kot so za rože, za izvajalce glasbe in podobno, so stroški zunanjih izvajalcev in o teh mestni svet ne odloča pa o ceni javne gospodarske službe. To je torej o uporabi poslovilnega objekta, po delu pogrebnega moštva, izkopu ter zasutju groba. Zakaj te cene predlagajo? Predvsem zaradi cen dela, ki se zvišujejo. Še več, pravijo, da trenutno je njihov en pogrebni delavec plačan na urno postavko le malo več, kot je študentska urna postavka, ob tem, da je treba vedeti, da to delo zahteva strokovnost, psihično stabilnost, empatijo in tudi fizično pripravljenost. Tu, če te zanimajo malo bolj natančne cene, osnovni pogreb žarov sedaj stane dobrih 1000 evrov, po novem bo stal dobrih 1300 evrov. To je kar bistveno povišanje, ne? Tako, osnovni pogreb s krsto se bo pa tudi podražil za enih dobrih 300 evrov. Kar se tiče, še greva lahko dalje. Podražitev je veliko, namreč Gremo iz manj prijetnih tem na bolj prijetne, mogoče na Mariborski otok. Ni seveda še odprt, ampak kmalu pa bo recimo Mariborski otok tista destinacija, ki si jo bomo želeli obiskati v bližini Maribora.
Vstopnica za kopališče na Mariborskem otoku bi se podražila za 50 centov, se pravi 6,50 € na 7 za odrasle, ob vikendih iz 8,50 na 9. Za 50 centov bi bile dražje tudi popoldanske in večerne vstopnice. Zanimiva sprememba se uvaja za vse tiste potnike, ki se vozijo oziroma uporabljajo mestni potniški avtobusni promet. V mariborskih mestnih avtobusih bodo namreč, oziroma bi lahko, če bodo mestni svetniki seveda to potrdili, ukinili plačevanje z gotovino pri vozniku. Če bo mestni svet predlog potrdil, bodo nove cene avtobusne vozovnice naslednje. Za eno vozovnico sledi podražitev iz 1,3 na 1,5 €, s tem, da bi pa znižali ceno obplačilo v avtobusu z 2 na 1,5 €. Zvišali bi tudi ceno kuponskih vozovnic za 10 voženj iz 10 na 13 €. Malo dražje bo tudi ravnanje z odpadki oziroma okrog 24 € na leto. Je to? Upam. Tudi Mariborčani verjetno upajo. Ja. Nisva čisto vsega povedala, se veš, vsako gospodinjstvo ima svoje specifike, dvočlansko, tročlansko, odvisno je od tega pri odpadkih, kako velik zabojnik imate za odpadke, pri vrtcu je odvisno seveda, kakšni so dohodki družinskega člana, ampak reciva, da sva v globali pa nekako zajela in upam, da nekako jasno vsaj delno povedala bralcem in poslušalcem. Super, bralci in bralke dobite vse podrobnosti v 5 člankih na mariborskih straneh. Nekaj bi še dodala, povej. Ja, še enkrat, gre za predloge. Tako, dajmo to pojasniti. Odločitev o višanju cen ni samoumevna, potrditi jih mora mestni svet. Se lahko tukaj kaj zaplete? Politične razmere v mestnem svetu so takšne, kot so, zdijo se napete, nepredvidljive. Vladajoča koalicija, ki je v resnici uradno ni, ampak vseeno je, nekako ni nujno, da bo imela zagotovljeno podporo, vendarle so letos tudi lokalne volitve za župana in za mestni svet, tako da še enkrat, kako bodo glasovali mestni svetniki in kakšna bo odločitev glede podražitev, bo znano torej šele na seji mestnega sveta čez dober teden. Tako, 28. maja. Barbara, hvala za tokrat. Prosim. Gremo k nogometu. Prišel je kot božično darilo na božični večer, izkazal se je za ključnega pri 3. državnem naslovu v klubski zgodovini. 9 golov in 6 asistenc na 15 tekmah v drugem delu sezone, največ med vsemi, je bilo dovolj, da so nogometaši Celja navkljub nekaj turbulentnim tednom po letu premora znova postali državni prvaki. Svit Sešljar je državni prvak postal še drugič, saj se je pred tem leta 2023 že veselil z Olimpijo, a zaslug za ta dosežek kljub izjemnim predstavam ne pripisuje le sebi. Soigralci so delali res fenomenalen prvi del sezone, ko me sploh še ni bilo tukaj. Na podlagi tega smo v drugem delu morali bolj kot ne samo še nadzirati to prednost, vendar pa je teh 7 zaporednih zmag na koncu naredilo razliko, da smo zasluženo osvojili prvenstvo, je dejal vezist Celja nekaj trenutkov po dvigu pokala za najboljše moštvo v državi. Celoten intervju Nika Brumna s Svitom Sešljarjem preberite v Večeru in na večer.com/sport. V Radijah ob Dravi so predstavili ključne razvojne zgodbe letošnjega leta, s katerimi želijo še okrepiti položaj kraja kot trajnostne in aktivne turistične destinacije. Izpostavili so predvsem 4. edicijo festivala Radljevanje, odprtje prenovljenega dvorca Radlje, razvoj kolesarskega turizma, vključitev kraja v letošnjo dirko po Sloveniji ter nova doživetja povezana z naravo, kulturo in lokalno kulinariko. Več pa na koroških straneh Večera. To je bil Večer izjutraj, 19. maja 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odpreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veselimo bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo, ker z Večerom razumete bolje.